mi smo bili kategorija turistov, ne, dobesedno. Sem nekaj, da povej mi, mislim, zakaj jaz ne moram imeti dobrih smuči, ne. In takrat mi je zelo jasno dal vedeti, da pač, Petra, primerjava, koliko smuči prodamo v Sloveniji ali pa pač na Norveškem, mora ti biti jasen, pač, koga hočemo imeti na stopničkah, ne. Je zelo težko pač dobiti partnerja, ki je izven športnega sveta. Da nekaj so sanjali, neka zadeva, da je nekaj v zraku. Ja, še nekaj imam posod kurjo pot, ne sem prvo. A je bilo ja, na bilo koncu? je, ja. Skoraj ne V bistvu je bilo, no, mislim, scary varianta. In je rekel, zakaj pa misliš, da imam jaz vsak dan na sedežu zraven sebe, vsak večer, pa jo v bistvu sprašujem, kaj se je zgodilo v mojih sanjah, ona ni prišla do cilja. In sem sama sebi rekla, a boš z lahkoto zmagala? To je tako, kaj ješ res, igraš se. A pa bo nekaj hudo narobe. Takrat je šlo samo o poizkušanju. Oziroma, da se ne predamo, dokler ni ciljne črte. Tako da se neka smrtna tišina, vsakič, ko sem vdihnila, pa izdihana sem zakričala. Samo kriki so se slišali in valjda trenerji ne navijajo za kontrareprezentanco, sploh pa ne na največjih tekmah. Takrat je bila čista tišina in naenkrat so začeli vsi. Tako en za drugim in vsi, cel svet trenerjev je v bistvu dejansko začel navijati. Daj poskrbite, da nekako približno za 100 000 evrov materialne se v Sloveniji spravi v promet. Kdo bo to lahko naredil? To je bilo tako vsem, ni šanse, in pa Petra ti. Potem smo v bistvu vzpostavili trgovino, spletno trgovino, to je zdaj se preimenovali v nordic.si. Ja, so mi bile odprte ali pa so mi odprli kakšna vrata, ampak breme imena večja odgovornost. Je večja odgovornost, ker pomeni, da zame je bilo jasno, da imajo izjemno visoka pričakovanja. Še sem s prva hčerka, malo manj kot podpajska, jaz sem letala po celem svetu, meni je bilo to tako, jaz lahko še vedno vse. Ta druga je pa rekla, tle sem. Sem Petra Majdič, oseba, ki je že celo življenje radovedna. Čekaj. Daj me. Čak sam to. Jezus. Okay. Sem Petra Majdič, oseba, ki je že celo življenje radovedna. Petra, dobrodošla v studiu. Ja, nekaj časa sem se lovila, ampak vseeno res izjemno vesel sem, da si se odzvala in prišla v moj studio. Nekako olimpijske igre so tik pred vrati, nekako na začetku sezone, druge sezone te oddaje, sem rekel, ok, če kdo mora v tem obdobju, ko se olimpijske igre začnejo, priti v studio, si to ti. Vseeno ta tvoja zgodba je res navdihujoča, res si navdihnila ne samo Slovence, mislim, da tudi širše in zares hvala ti. Upam, da se bo lahko sprehodila malce čez tvojo kariero in seveda tudi to, kaj počneš sedaj. Ja, nekaj, tako kot si rekel, ni šlo lih zgladka. Enkrat ena je, da pač sem precej zaposlena. Drugo pa v bistvu enostavno, pa če moram izbirati ali družina oziroma pač otroci ali pa v bistvu pojavljanje na takih medijih oziroma malo več v medijih, zagotovo zmaga ali pa tehtnica pretehta v korist otrok, tako da sem bolj takrat prisotna doma kot pa po televizijah ali pa v medijih. Povsem razumem in verjamem, da je to res edino pravilno. Zdaj pa, ja, tako kot sem rekel, olimpijske igre so pred vrati, vsi se spomnimo verjetno še tistega filma Ledene steze, ali se počutiš olimpijsko, do you feel Olympic today, oziroma glede na to, da so praktično pred vrati, spremljaš tudi to mrzlico, ki prihaja konec koncev s tem začetkom olimpijskih iger? Pa ja, ampak je res z vsakimi olimpijskimi, rekla, ki je moja športna kariera vsako leto bolj oddaljena.
aktivna športna kariera, nekako malo manj je ta žar oziroma taka želja. Je pa res, da pač partner mož v bistvu je še vedno vrhunski trener, ne, in je v bistvu seveda povezan z zimskimi športi, s tekom na smučeh konkretno in trenira pač najboljše tekače in tekačice in v bistvu je jasna stvar, da potem si malo bolj vpet, pogovor dnevni se vrti v pripravah in podobno. Tako da takrat pač seveda spremljaš, če ne drugače točno veš, da je kakšna tekma. Si kot majhna punca spremljala, nekako si želela postati že takrat, recimo, jaz bom pa vrhunska športnica živela konec koncev tega, ali so bile mogoče sanje za kakšen drug poklic, vse vemo vsi, ko smo majhnih sanjamo, nekateri piloti, zdravniki. Jaz osebno sem želel že od nekdaj, sem si želel biti športnik, sem rekel šport, od športa bom živel, na koncu se je spletlo, da sem šel v nogomet. Kako je bilo pri tebi s tem? Pa ne, pri meni je bilo precej drugačno, jaz pa nisem bila tista športnica bom. Jaz sem v bistvu imela eno tako idejo pri tam 13 letih nekje, no 14, da bom enostavno ali vojaška specialka, ostrostrelka. To je bilo fakt, ne vem odkje, ne vem zakaj. Ali pa pač ena taka težko kategorna menedžerka, ki bo 3/4 časa v visokih petkah letala po letališčih, pa s torbico oziroma s tisto, veš, tako aktovko. Tako da to je bilo, s tem, da takrat sem že v bistvu počela šport, takrat sem že trenirala tek na smučeh. Nihče, niti v ožjem, niti širšem sorodstvu se nikoli ni aktivno ukvarjal s športom. Zato še tudi nam zdaj ni najbolj jasno, kako to, da sem se pač tam znašla. Malo preveč energije sem imela, to jo imam pač že celo življenje. In enostavno, ali bi šla v kakšne druge vode, ne tako fajne, ne, ali bi šla pa v bistvu v šport, tako da šport jaz večkrat poudarjam, šport je mene dejansko rešil. Rešila sem bila skozi mečkim tako mejna in vprašanje, kje bi se znašla. No. Tako da, zakaj tek na smučeh? Ker je bil eden redkih športov, ki sem jih lahko počela v neposredni bližini doma. Klub je v Dolu pri Ljubljani, jaz sem praktično rojena 4 km stran, oziroma živela 4 km stran od kluba, tako da to je bilo to. Ko si rekla ostrostrelka, je bilo kdaj pri tebi, tako kot videli smo Ana Marija Lampič, ki je naredila prehod? Ne, bilo je tako, takrat v mojih časih pač je šel biatlon ti, ki ni mogel nič narediti v teku na smučeh. In je bila skozi taka mal fama, ta tekmovalnost je skozi mečkam prisotna. No in takrat je bilo v kontrasmer, se pravi, da je pač kdor zmore v teku na smučeh, kdor pač ne zmore, gre v biatlon. In so pa že streljali takrat seveda na Pokljuki in jaz sem bila že kar perspektivna, mislim, da sem bila stara okrog 17 let tam nekje in mi enkrat dajo, daj Petra, daj prid probati, da je bilo celo malo kasneje, da pa ne bom lih za sveto rekla, mogoče sem bila stara že 19. No in v glavnem jaz pridem in grem res probat, postrelim vseh 5 strelov, 5 tarč pade, se neka fantje. Dam nazaj puško, sem neka, zdaj vidite, jaz to lahko bi, ampak jaz to ne bom. Tako da, to je bilo tako, ja. Zdaj pa, rekla si tam okrog 20. leta oziroma pa 20. se udeležiš prvih olimpijskih iger. Takrat v Salt Lakeu so bile to prve igre, si bila nekako pod tistim vplivom tistih olimpijskih iger, prvih olimpijskih iger, grem nekako sodelovati, koliko je moto nekako, ali je bilo že takrat, so bili res že neki rezultatski vplivi že na prvih igrah? To je dosti taka zanimiva zgodba, oziroma ne bom rekla tragikomedija, tako je bila skozi cela moja kariera nekako tako. Jaz sem bila takrat že izjemno dobro pripravljena, ne. In je bilo pa tako, da pač tek na smučeh ni imel ravno ugleda. Skozi so bile ene take notranja rivalstva in tudi pri trenerjih in v bistvu mojega trenerja sploh niso s sabo vzeli. In jaz sem v bistvu tja odpotovala praktično sama, kot del ekipe, s tem, da sem bila praktično najboljša od vseh, brez trenerja in se zgodil en tak ekstremen rezultat in sicer sem prvo tekmo, takrat je bilo v 2 dneh je bila sestavljena tekma, te prve 5 km klasika in potem naslednji dan po časovnih zaostankih še drugi polčas, tako imenovani, še 10 skate in jaz končam v bistvu tekmo na 3. mestu. Kar je bilo tako, čudo se je zgodilo, ne, mislim čudež. Čudo za ostale, za nas ne, ker smo pač vedeli, koliko smo dobro pripravljeni.
Bila je nadmorska višina, ker je meni vedno ustrezala, proga, ki je bila v bistvu mi tudi pisana na kožo. Ampak se pravi, ni bilo pa te samozavesti, ki bi bila potrebna za naslednji dan, da bi jaz ta pritisk zadržala, in tudi ni bilo podpore, se pravi, ni bilo ne trenerja, edin, ki je bil človek v tistem obdobju, ki je res verjel, da se v Sloveniji da narediti vrhunske rezultate. To je bil pač takrat Robert Slavanja, ne. In ga niso sploh vzeli s sabo. No in potem me zvečer obvestijo, da pač ta boljše dve vodilne po prvem dnevu, legendarne Lazutina Danilova iz Rusije, so dobili jih na dopingu. Ena sem šla naslednji dan prvo ven iz boksov, ne. Tako grozen, nisem zdržala pritiska. Končala v bistvu prvo tisto tekmo na 7. mestu, 6 sekund do medalje. Kar je v bistvu na 10 km nič, to je ne vem, kaj naj sploh rečem. Tako da, ja, in tudi vse naslednje tekme, 30 km, klasika je bila, sem imela tako slabe dile, smučkene, da ne predstavljiv. Pač enostavno, mi smo bili kategorija turistov, ne, dobesedno. In tudi v bistvu, ko sem jaz enkrat resen pogovor po Torinu, smo imeli tudi izjemno slab material za agentom, takrat je bil Fischer. Sem nekaj, da povej mi, mislim, zakaj jaz ne moram imeti dobrih smučine. In takrat mi je zelo jasno dal vedeti, da pač, Petra, v Sloveniji enostavno niste trg. Pa jaz kako nismo trg, ne. Mislim, a veš, rekel itak, šport je biznis, pa jaz kako ni šanse, šport pač ne more biti biznis, ne morete to jim povedati, pa ubiti vse sanje, ki jih pač imaš, da je to šport neki, ki lahko ne glede na tvoj pedigre, ne glede na to, pač genetika že malo daje vlogo, ampak ne glede na to, kje si ti rojen, pa kdo si, pa kako se pišeš, lahko uspeš. In mi je bilo to tako težko sprejemljivo, ampak je dal pač rekel, v primerjava, koliko smuči prodamo v Sloveniji ali pa pač na Norveškem, pravi, mora ti biti jasen, pač koga hočemo imeti na stopničkah, ne. In sem imela toliko slabe smuči, da tema, isto, bila med prvih, mislim, da sem bila 6. tudi na tisti tekmi ali celo 8. V glavnem, bilo je vse zelo blizu, no. Pač če sem bila ready za medaljo, ampak enostavno okoliščine so bile takega, kakšne so bile. Tako da ta Salt Lake City, moram reči, da mi ni glih v najlepšem spominu. In pol tudi si že začela temo tudi ravno naprej Torina, ne. Blizu nam je bilo, prišla si še v bistvu še bolj pripravljena, nekako ena izmed tistih favoritin, če lahko rečem, in potem si že sama odgovorila, kako je v bistvu praktično material odigral glavno vlogo, potem pa še tista smola, mislim, da na daljši razdalji. Serviser, ja. Me je zbil edino tekmovalko in noro, ja, pač to se ti zgodi lahko. Jaz sicer sem si pol vedno našla, tako kot najdem vedno, ali pa poskušam najdete odgovore v življenju, zakaj se ti nekaj zgodi. Odgovor je čisto preprost. Enostavno, če bi takrat nesel medaljo, kar je bilo pač v planu, kar je bil naš cilj, kar je bila želja, bi jaz verjetno kariero zaključila. Tako pa v bistvu, ker je nisem, se pa moja kariera šele pravzaprav začela. Kdo je bil tisti glavni akter pri tem, oziroma si se pa sam, je bil ravno ta cilj, da nadaljuješ zaradi tega neizpolnjenega cilja. Kdo je najbolj vplival takrat nate, da si nekako ponovno našla tisto pot in takrat v tistem obdobju do Vancouvra si v bistvu vse te tudi globuse že osvojila in je bilo res, si bila res po mojem skoraj glavna favoritinja za medalje in tudi s ciljem v Vancouver si šla. Dve zlati, ne, in prvič na glas o tem res spregovorila. Dejstvo je bilo, da po hudem razočaranju v Torinu, tam je bilo pa še bližje v bistvu ta medalja in še slabši material, pač to je tako, ne. Mi smo vseeno šport, ki se odvija zunaj. V bistvu nimamo regularnih razmer, pač zelo težko jih imaš, ali pa ne vem, ti bi naštudiral eno progo v določenih razmerah, se pravi, ne vem, trd, kompakten sneg, pa naslednji dan, ne vem, ali pa čez 2 dni zapade pol metra novega snega, nikoli ne bo kompakten, vedno bo mehka proga, kar pomeni, da v bistvu imamo težje tekmovalke, bistveno večje težave. Isto kot na daljših vzponih, pač enostavno tam odloča teža, ne. Na šprintu pa v bistvu masa oziroma eksplozivnost. Tako da tukaj je vedno plus minus in tudi v Torinu pač material je odigral, jaz določene smuči sem imela za določene snegove, a veš, ne pa za vse, ne. In tam se je v bistvu isto zgodile so se velike spremembe vremenske in tudi v progi, v razmerah na progi in enostavno nisem imela materiale in ja, v bistvu
sem bila hudo razočarana, takrat je Robert Slabanja, da sem imela pač plan, dobimo olimpijsko medaljo, oba dva zaključiva kariero. On je imel mlado družino takrat doma in je rekel, da zaradi tega. Jaz sem pa v bistvu, je rekel, ti boš pa star 26 let, imaš še nekaj v življenju. Ne. Pol se pa je enostavno tak razočaranje bil, da nadaljujemo v bistvu, pač oddelaš svoje delo do konca sezone, a ne. Malo bolj smo bili sproščeni, se veš, top forma pa traja v bistvu, če res gradiš, enih 3 mesece jo gradiš, traja pa 3 tedne, 2 do 3 tedna, a ne. Ker res letiš, lebdiš, to je nor občutek. Nam je uspelo doseči, no, in nadaljujemo tekme v svetovnem pokalu v Dramnu, Norveška, in jaz takrat prvi zmagam. Prva zmaga svetovnega pokala. In takrat je bolj tudi Robert je rekel, Petra, končno se ti začelo odpirati, zdaj pa ne moreš nehati. Mislim, jaz sem ti už nehal. Serviserji, mislim, kje bomo sestavljali na novo ekipo, pa je rekel, ti bom pomagal, ampak ti pa še, dej vsaj, toliko si vlagala. Jaz sem bila do takrat, kaj sem, 13-15 let že v športu, na teku na smučeh, je rekel, končno se ti začenja pač poplačevati, dej vztraji. No in mi je res pomagal, da smo našli pa zbrali trenerja naslednjega, njegovega naslednika, stavili ekipo in tako je šlo pa naprej. Ja. In takrat si začela sodelovati tudi z Ivanom, je tako? Ja, takrat. Ja. Kako je bilo pa, glede tega, ker tvoja zgodba me malce spominja tudi na Tino, imel sem Tino tudi že tukaj. Ja. Kako sta v bistvu, ne vem, kako je bilo prvesti, kdaj je v bistvu ta vajn, ker je zdaj to tvoj partner, mož, kdaj je to prešlo v to, da si, kako sta pa sploh uravnavala to osebnost oziroma osebne stvari z profesionalnim delom, in ker je vseeno je treba balansirati oziroma je težko včasih se s tem tudi spopasti, in kako sta se s tem spopadala, kadar je prišlo do tega? V bistvu sploh ni bilo problema, zato ker mi nismo bili nikoli par do konca kariere. Oziroma sploh ne do konca kariere, še 1 leto po tistem, on je šel pol v tujino nekaj delati, na Poljsko. Pa je pa prišel v bistvu delati za, se pravi, slovensko moško ekipo. In v bistvu je rekel, da pač prid mi pomaga, da imaš toliko, pač si vseeno avtoriteta v tem prostoru, imaš toliko znanja, imaš toliko poznanstvo, imaš karkoli, da je prid vsaj pogledati, kdaj jih na treninge. In potem so se začela spet nekako družiti in takrat je pol v bistvu nastala veza. Tako da ne, precej drugače je bilo to, tako da ne, tudi težko sodim, kako bi to bilo. Vseeno je tako, da mi smo bili izjemno dobro povezana ekipa, se pravi serviserji, fizioterapeuti, v bistvu trenera, res taka kompaktna, skozi prijateljstvo. Res smo stali en za drugim. Tako da jaz sem pol večkrat rekla, verjetno sploh bi bilo vprašanje, a bi bil to trener, a bi bil to kdo drug, recimo, ki bi pač enostavno nadaljevala ali pa začela vezo z njim. Dejstvo je, da ja, za športnice sploh, če se pač dotakneva te teme, je zelo težko pač dobiti partnerja, ki je izven športnega sveta. Jaz sem celo življenje rekla, jaz pa ne bom imela športnika oziroma ne bom imela človeka iz svojega foha. Bog ne da trenerja, in tako na koncu zarečenega kruha se ne več poje. Zakaj ne? Zaradi tega, ker mi je bilo jaz sem vedno hotela ene meje prestavljati, skozi neki. In mi je bilo skozi nekako dano, ali pa se mi je zdelo, da ne, jaz bom pa dokazala, da pač ni to pravilo, da samo športniki grejo skupaj in samo športniki se razumejo, da pač jaz, ne glede na to, koliko vrhunsko kariero imam, jaz lahko običajnega partnerja, iz drugačnega sveta. In tudi vedno mi je bilo tako, da kasneje slej ko prej bom nehala in bi šla rada v običajno življenje, ne se vedno držati športa. Tako da je pa res, za športnico je težko, ti imaš telo, zdaj je to v današnjih časih bistveno bolj sprejeto, ampak kot športnica imaš ti drugačno telo. Bistveno več mišične mase, sploh to, recimo, ko sem jaz začela, prosperirati rezultatsko, to je 25 let nazaj. To je bilo nesprejemljivo, da pa ženska ima res izklesano telo, mišičasto, six-packe, bicepse, v bistvu večje kot v bistvu tvoj partner in podobno. To je bilo tako, s tem, da tudi ni bilo sprejemljivo, da v bistvu punca ali pa ženska toliko potuje po svetu,
in je praktično obkrožena z večino moško družbo. Tako da ja, se je to pol pokazalo, da je v bistvu nekoliko hendikep. In smo hočeš noče, smo obsojene v narekovajih, da pač najdeš podobno mislečega oziroma vsaj z izkušnjami človeka, ki te bo pač spremljal čez življenje. Ja, in v tem obdobju pridete do leta 2010, pridemo do leta 2010, prideš kot skoraj da verjetno glavna favoritinja na to prvenstvo. Pa greva še malce kakšen dan pred tisto usodno tekmo, verjetno si že ničkolikokrat o tem govorila, verjamem, tako da, ampak vseeno, olimpijske igre so tu in mislim, da je prava tema. Je bilo to res, da so nekako, si bila obkrožena, da so v ekipi, da si imela par ljudi, ki so o tem govorili, da nekaj so sanjali, neka zadeva, da je nekaj v zraku. Ja, še nekaj imam posod kurjo pot, ne sem prvo. Ja, bilo je, ja. Ja, v bistvu je bilo, no, mislim, scary varianta. Jaz si tako verjamem v energijo, jaz verjamem, da pač imamo eno povezavo ljudi, da karma dela, take stvari, tako da jaz sem nekako imela tudi hiter odgovor glede dopinga in vsega ostalega, da pač karma dela, slej ko prej, ne, imaš samo ime, ki ga lahko v bistvu ali zgradiš ali pa zgubiš v življenju, ne, in na koncu kaj, na nagrobniku ne piše tvoj, ne vem, tvoj zaslužek, tvoj prihranki, piše ime, priimek, ne, in to je to, in tvoj čas, ki si ga preživel na zemlji. No, in če se vrnemo na te zgodbe nazaj, kaj se dogaja, Vancouver, pa seveda, velika glavna favoritinja takrat, morate vsi razumeti, da pač mi smo hodili 12 let na olimpijske igre, to so bile tretje, pač skozi sem bila zraven, skozi sem bila že na svojih prvih, se pravi, ko smo prej se dotaknili, koliko blizu sem bila, ne. In samo niso vse poklopili in smo res bili prepričani, da gremo tja po 2 zlate olimpijske. Pač šprint je bila jasna stvar, 30-ka mi je bila v meni osebno tako izziv, ker sem se ga tudi ful veselila in tudi zadnjo 30, ko sem zmagala, tako da mi je bilo jasno, da okej, to je to. In v bistvu je bilo tako, da je ta zdravnik Miloš Kapko iz Nemčije, to so skozi cele večere me je posedel tako, kot mi sedijo na stol predstavljen, okej, Petra, kaj boš naredila, če zlomaš palce? Petra, kaj če padaš tam? Petra, kaj če ne bo to? Kaj če se boš našla? Dobro, jaz Miloš ne morem, ne, pač kaj? Šla bom, ne, v redu je. In je rekel, sem nekaj tudi na koncu mu že rekel na koncu, da Miloš, ne moreš imeti vsega naštudiran. In on prav, ne Petra, imeli bomo vse naštudiran. In potem je pa trener, je pa v bistvu sanjal eno noč prej, da jaz pač v njegovih sanjah pridem z odskokom na zadnjem mestu v cilj. In on se zbudi, v bistvu reče, si sam sanje, okej, zaspi nazaj, še enkrat iste sanje, ista zgodba, pač ful nazaj in pride zjutraj v vaks kabino na štadionu, in tam se v bistvu pove serviserjem, veste, kaj se meni danes sanjali. To je noro. In ti bil pa že v bistvu Miloš tam v tisti vaks kabini, se pravi, v kotu je čepel in je rekel, zakaj pa misliš, da imam jaz vsak dan na sedežu zraven sebe, vsak večer, pa jo v bistvu sprašujem, kaj se je zgodilo v mojih sanjah, ona ni prišla do cilja. Tako da v bistvu jaz sem bila tako nenormalno mirna, jaz sem imela vedno tremo, tremo, zakaj? Zaradi tega, ker najslabše, kar se je meni dogajalo čez celotno kariero in mogoče včasih je mečken ta fama okrog Vancouvra, ker se je zgodilo malo preterana ali pa kar malo zameram, jaz nisem imela notranje konkurence. Jaz nikoli nisem vedela, jaz sem sama trenirala 3/4 časa, sama sem se preganjala v gol, sama sebe v bistvu skozi nekako spodbujala, motivirala, da dej še malo, zdrž, dej potrud se bolj ali pa dobro seveda s pomočjo trenerja, pa v bistvu ekipe obkrožena, pa pol na koncu sem zadnja leta trenirala večinoma s fanti, ampak jaz tega rivalstva ni bilo noter, ker zdrava konkurenca more biti, zaradi tega ti pač napreduješ in tega ni bilo in jaz nisem vedela, sem dobro pripravljena ali ne. Dokler nisi šel na štart, dokler nisi delal tekme, ti nisi vedel v primerjavi, kje si z ostalimi in to je bilo sploh najbolj problematično na začetku sezone, pač je daljše obdobje priprav in potem pridejo tekme, vse iz tekme v tekmo že malo veš, ampak tudi te priprave so pa isto terjale nekaj časa pred olimpijskimi igrami in jaz, ko sem prišla tja, nisem bila čez zihar, dost, a sem dobro pripravljena. No in
ta trema je izhajala iz tega nevedanja, ne, oziroma malo nezaupanja, ali sam vase, ali da nisi čisto prepričan. In tisti dan bi bilo po vseh pravilih, da bi bila jaz zelo živčna. Jaz sem bila pa nenormalno mirna. In to je bila ene pol ure vožnje, se pravi Whistler, Olimpijske vasi, do prizorišča, ki je bil majčkeno višji in tam je bil tudi štadion pa vse ostalo. Jaz sem tako pol ure, sama sebe sem sprašala, ok, kaj je? Kaj se dogaja? Nenormalno si mirna, kar je neobičajno. In sem sama sebi rekla, a boš z lahkoto zmagala? To je tako, kaj je res, igraš se, a pa bo nekaj hudo narobe. Tako da v bistvu smo vsi malo, kar nekako se je sporočila so prihajala, pazi, bo, tako da, ja, zanimiva zgodba. No, in če se sam vrnem še tisne, da pač zameram tej olimpijski medalji ali pa pač poznavanju moje kariere, mi smo dosegli toliko več, kot pač medaljo s 5 zlomljenimi pa pnevmotoraksom, ne. In največ, kar je bilo tisto, kar je v mojih očeh daleč največji mejnik, mi smo postavili na obdobje pač tek na smučeh, ki je bil pač vzpostavljen v Sloveniji na svetovni zemljevid. Mi smo dominirali takrat 5 let. Ta pot, ki nam je uspela, da v bistvu smo vse naredili prvič. Bila je prvič zmaga svetovnega pokala, prva medalja, prva zmaga, prvi svetovni prvenstvo, prva olimpijska medalja, prvi globus. Vse smo bili prvi. In to, da orješ ledino. Za vse, če ti že imaš eno pot, eno gas pred sabo, kako je to lažje. To je nepredstavljivo lažje. Tako da to, kar smo pa pač mi uspeli dokazati, je pa res tisto, kar je v mojih očeh mogoče bistveno več vreden kot v bistvu Vancouver. Seveda Vancouver je... V očeh javnosti je... Ja, ker je bila taka, res nora zgodba, pa je nora zgodba. Se je, ni primera še, ki bi s 5 zlomljenimi pa pač pnevmotoraksom to naredil. Nam je bilo jasno, 4 leta pa ne čakamo več. Tako da, to je to. Ja. Super, tole res se lepo te poslušati, pač tako in ja, tukaj se res strinjam in konec koncev tudi zdaj generacije za teboj so konec koncev bile izjemno uspešne oziroma so konec koncev po tvoji zaslugi, ker si postavila neke, progo si postavila za vse ostale in hvala ti iz srca, ker smo res uživali tudi tistih tekmah. Ampak ja, greva še enkrat, malo se morala tega Vancouvra, padec, ne bom tega kazal, ker si ga verjetno že milijonkrat videla. Potem prideš ven iz tiste luknje, kakor se spomnim nekako, pa ker sem spremljal te video in to, nekako zate sploh ni bilo nič drugega, kot gremo na štart in v samem licu mesta so te samo z ultrazvokom pregledali. Kaj bi bilo, če bi imela pravi pregled in bi prišla do prave diagnoze? Verjetno štartala ne bi, ne? Ja, ne, ultrazvok pač pokaže poškodbe mehkega tkiva, ultrazvok ne pokaže zlomov, to pokaže rentgen pa CT, ne, in v glavnem, jaz sem dobila dobesedno dovoljenje, ne, da grem pač na štart strani organizatorja. V bistvu ni bila opcija. Vedno je opcija, kaj bi se zgodilo, če bi vedeli, enostavno pač te ne spustijo na štart, to je fakt. Nobenega z zlomljeno kostjo ne bo spustil na štart. Druga stvar, ki je, tudi mentalno, ga še ni onaka, ki bi mogel 5 ur držati tekmo, se pravi, jaz sem mogla odteči kvalifikacije, četrtfinale, polfinale pa finale. 5 ur, moraš biti ugret, 5 ur moraš biti pripravljen in 5 ur v bistvu ga ni v zgodovini, ki bi v bistvu zlomljeno kostjo nečesa, dosegel medaljo. Ne, tega ni, in toliko dobro pripravljena oziroma mentalno, toliko optimistična, pa tudi jaz ne vem, če bi bila, da bi meni povedala, 5 zlomljenih kosti imaš, ne? Zdaj pa 5 pa v svojo olimpijsko medaljo. Pač to je nekako skregano z zdravim razumom, čistko in verjetno takrat ne bi. Je pa res, da smo mi pač tam, vse, kar sem jaz videla takrat pred očmi, je bila v bistvu ekipa, ne. Takrat je šlo samo o poizkušanju, oziroma da se ne predamo, dokler ni ciljne črte, ne. In jaz sem videla ekipo pred sabo, kar treba je razumeti, da pač v vrhunskem športu, so pač fiksni zneski,
Še velike pa variabile, ki je vezana na rezultate. Jaz sem točno vedela, če mi ne prinesemo medalje, ki v bistvu so jo vsi ne sam napovedovali, veš, to je bilo že skoraj podpisano, ne, da jo moramo imeti, bojo vse naslednje generacije imele bistveno nižja sponzorska sredstva, to je bilo jasna stvar. Zveza bo v bistvu bistveno manj denarja namenila pač panogi. Te moji prijatelji, ki smo delali, ne vem, 4 leta, 5 let skupaj do konca kariere, enostavno ne bojo poplačani za vso svoje delo in jaz, da bi pa mogla čakati še 4 leta, pa spet ne veš, kaj se ti lahko zgodi v 4 letih, a sploh prideš do take forme, a lahko imaš toliko še moči pa ambicije, da boš lahko še na istem nivoju ostal. In predvsem je bilo to, no, ko sem videla te ljudi, so rekla, ne. Pač ne moš kar obupati, pa ne moš kar reči, lej boli. Ja, boli te, ne vem, vsakič na težkih treningih čez poletje, jesen, bistveno bolj kot pa na tekmah, ne. Jaz skozi trdim že, da zagotovo bo še enkrat na sezono jokal. To je fakt. Zdaj samo tvoja odločitev pa je kdaj. Ali boš pač jokal čez poletje, pripravljalno obdobje, ker enostavno bodo tako težki, brutalni treningi, kar smo mi delali, ali boš pa pozimi, ker ne boš imel rezultatov. Enkrat jokaš. In isto je podobno v življenju, podobno je povsod. Tako da, to je bilo, pa tudi v bistvu jaz, kar se spomnim, meni najbolj taki živi spomini iz Vancouvra so v bistvu čisto postavljeni drugje. Ta prve, ko smo šli v bistvu iz štartnih blokov ven, in ta prve greš kvalifikacijsko tekmo, greš individualni štart, greš, ne. In takrat je bil tudi prisoten Matej Tušak, psiholog, z njim so delala kar veliko let. In je rekel, Petra, samo izkrič bolečino. Ne fokusiraj se, da boli. Ne fokusiraj se na to, da sploh ni ne pusti, da ti pride blizu. Ti sam krič. Krič zato, da prekričiš ta glas bolečine v sebi. In v bistvu vsi so takrat že zvedeli, cel štadion, vse reprezentance, da pač glavna favoritinja je pač padla, očitno nekaj ni v redu z njo. Dovolili so mi, da štartam kvalifikacije na zadnjem mestu, se pravi, da smo dobili še 20 minut več časa za pripravo. In je tako, res je nastala smrtna tišina na štadionu. Vsi so, kaj bo zdaj, a bo ona sploh šla na štart, a bo zmogla, ali kaj bo. In potem je bil ta položen prvi vzpon in vsaka ekipa ima pač tam svojega trenerja oziroma predstavnika, ne, in so pač vse nacije, kar v zaporedju. In tako se neka smrtna tišina, vsakič, ko sem vdihnila pa izdihnila, sem zakričala. Samo kriki so se slišali in valjda trenerji ne navijajo za kontrareprezentanco, sploh pa ne na največjih tekmah, ne. Takrat je bila čista tišina in naenkrat so začeli vsi, kar tako en za drugim in vsi, cel svet trenerjev je v bistvu dejansko začel navijati. In to je meni bilo tisto, da sem rekla, kakorkoli je šport pokvarjen, ni fair, velikokrat podplačan v veliki večini športov, ne. Nam je nekaj velikega uspelo. Poenotiti svet o tem, da pač ja, lej, eden za vse, vsi za enega in da še zmeraj smo skupaj kot svet v tej zgodbi, ko hočemo pač prikazati ljudem, da tek na smučeh je lep. Kako si rekla, 5 ur si bila vmes. Jaz si ne znam predstavljati, odtečeš 2-3 minute, kakorkoli je recimo tista šprint, potem pa čakaš na naslednjo tako, 45 minut ali pa po kvalifikacijah še malce več, potem pa pol ure. Kako si takrat, videl sem posnetke, ko ti, mislim, da Ivan govori, hodi, teči, da si ostala aktivna, ja. Če bi se ohladila, bi bilo konec. Ne? Ja. To so v bistvu vsi začeli čutiti. Pač, ko smo pa govorili z Milošem Kapko, tam zdravnikom, rekel, jaz, ko sem videl, kako se ti gibaš, ne?
kako v bistvu težje dihaš, kako v bistvu zmer manj globoko si dihala, ne, večino časa in kako v bistvu nisi se mogla zravnati, mi je bilo jasno, da to je hujš, ne, da pač to ni samo udarc, ker so pač pokazali oziroma dali diagnozo zdravniki iz mednarodnega pač organizacijskega komiteja. Takrat je rekel, takrat sem vedel, da je hujš. In zato mi niso pustili, dokler pač si v fazi, da boš tekmovala dalje, se pravi, dokler ne izpadeš iz tekmovalnega režima, do takrat moraš ostati ti ogreta. Se pravi, tvoje telo mora biti ogreto. In jaz tudi velikokrat dajem za primerjavo, ko mi kdo reče, pa kako, 5 zlomljenih reber, pa to je noro, ne. Rečem, ja, kdo jih je že imel, ne, pa je dokončal delo, ki ga je opravljal, recimo pri sečni drv ali pa kakšnih takih opravilih se kdaj zgodi, ne, nekako, dokler imaš ti telo ogret, se to da. Ko pa v bistvu se ohladi, takrat pa pride vsa bolečina, no, tako da plus, da pri nas je bila še ta razlika, ne, tako kot sem prej omenila, pač jaz se večkrat hecam, da tekači na smučeh, ta najboljši vrhunski, to nimajo six-packov, to mi imamo 8-packe, ne. V bistvu to je sama mišica, sama kita, sama mišica in v bistvu je tukaj v prsnem delu je v bistvu bil zame dobesedno oklep, ki je držal, oklep mišic, ki je držal v bistvu te zlomljene kosti skupaj nekako in pač mi dovolil, da sem delovala tako, kot sem. Ja, in osvojila ta bron, res, vsi pravijo, z diamanti posudi za nas zlato, vse. A je bilo to res, da si potem po teh igrah morala stati še tam? Kako je bilo že, nisi smela leteti, ne? Ja, 10 dni v bistvu se je, dokler v bistvu ni celoten zrak šel ven iz v bistvu tega pri pnevmotoraksu, iz tega dela telesa, v glavnem toliko časa sem v bistvu mogla biti napazana. Bilo pa hudo, v bistvu. Ko se je ohladil, se spomnim, isto ena taka anekdota, me pač peljejo takrat, jaz sem šla že na podelitev, ne, z intubiranim pljučnim, ja, ampak pa ni bilo, ne, bilo je tako, jaz sem bila prvi pripeljana na mobilno polikliniko v Olimpijski vasi, to je bilo prvič, da so sploh imeli mobilno polikliniko postavljeno v Olimpijski vasi. So me pregledali z rentgenom in je bil takrat kirurg, ki je rekel, ne, jaz imam sum na več. Pokazal je rentgen 3 in so me dali na CT, ki je bil tudi v tem, tako da to je bilo res takrat en, bom rekla, tak presežek medicine, da so v bistvu mobilno kliniko postavili tam, no in v glavnem ta je pa pokazal 5 zlomov, pa pač pnevmotoraks in takrat so pa rekli, joj, cela panika je nastala, življenjsko ogrožena, nujna operacija in jaz tako, ne, jaz še na štart, kaj z vami, sem jih kar pač končala tekmo, medalja v redu je, ne pa podelitev. In takrat so v bistvu poklicali in Miloša in vse in ko so videli z videa, so rekli, ne Petra, pač konc je, ti rabiš operacijo in bilo je tako, da jaz sem hotela iti na podelitev in me ta kirurg prepričuje, pa ne, pa se ti bojo medalje prinesli, ne. Pa jaz tako, a si ti nor, 12 let hodim, da mi končno, a veš, da jo dobim okrog vratu. In sem nekaj, pa sej veš, koliko sem pač, no, prav, ja, to je bilo res dejanje norosti, ne, kar se je zgodilo tamle na progi. Sem nekaj, lej, koliko časa rabiš, za operacijo, prav 15 minut, nekaj, ok, dan ti 10, ne, ker če ne, jaz grem ven in grem po medaljo, ne. In potem je v bistvu res so naredili, intubirali so v bistvu precej hiter in sem imela v bistvu drenažno vrečko v hlačnici tega kombinezona. Tako da ta dva, ki sta me spremljala tudi na odru, ta nižji je bil ravno ta kirurg in pa v bistvu prvi reševalci bil pa ta Zbrki, če boste kdaj videli ta posnetek. Tako da, potem pa ja, poanta je bila v tem, no, gremo iz Whistlerja, me predstavijo s helikopterjem do Vancouvra na kliniko za opekline. In takrat je šel Miloš z mano, se pravi zdravnik naš, v helikopter in prav, kar dajte intubirite, mislim, dajte ji kanal. In jaz tako, Miloš, še sem v redu. In me sam pogledal, rekel, Petra, ne boš več dolg. Rekel, lej, sorry, ne boš več dolg, po telem, kar se dogaja in so mi začeli dajati pač, se pravi, protibolečinske. No, pa sem pa tja prišla, je bil pa pač en tak zelo močen moment, no. Ker so v bistvu šli sred noči
zbuditi. Takrat so pol že pripotovali ostali člani ekipe, se pravi Miloša, zdravnika in pa trenerja, da naj me prepričajo, da v bistvu, da dovolim vzeti morfij. Ker so rekli, da se pač ne bom zlizala brez hujših posledic, če mi ne dajo morfija, da mi sprosti, da v bistvu grem tok čez bolečino. In morfij je pa na dopingu. In jaz sem rekla, ne, ni šanse, pač to ne bom, jaz bom še tekmovala in ko sem mi pol v bistvu povedala, pač ne boš več tekmovala. Tako da ja, pa sem bila 3 dni na morfiju in takrat v bistvu pol cela ekipa, ki smo imeli te momente, bila v bistvu v taki zaprti sobi in res so nas varovali, tako kot strogo varovano območje. In smo se smejali, jokali, tako res. To mi je bilo nekaj, kar mi je največ ostalo. In zato skozi poudarjam, lahko ti sam osvojiš medaljo. Lahko ti sam, narediš en blazen rezultat, ampak na koncu to ostane, ekipa, da se imaš s kom dejansko veseliti. Isto, me spominjaš na Tino, ki je ravno teh največjih uspehih razlagala, kako v bistvu to od vsega, vse medalje, vse to pozabi, to na koncu, to ostane in res super. In potem, vrneš se in se odločiš nadaljevati kariero, ali si takrat že bila odločena, bom končala, kako je bila pol ta odločitev, ker ti končala si naslednjo sezono, je tako? Ja, enostavno sem pač tip človeka, ki enostavno se ne dovolj, da nekdo drug bo pač določil moj čas odhoda. In sem rekla, ne more poškodba, me determinira do te mere, da bom jaz rekla, zdaj pa konc, ne moram več. Jaz hočem končati kariero tam, ki jo jaz želim, pa na poziciji, kjer jo jaz želim. In pa druga stvar, ki se je zgodila, na mene je bilo jasno, da če napovem nadaljevanje kariere, samo sebe v bistvu prisilim v hitrejšo, ne regeneracijo, ampak hitrejšo vrnitev nazaj v fizično stanje pred poškodbo. Da enostavno, nimaš časa, niti za sejle, 1 leto imaš, da spoči se, poškodba se bo. In v bistvu sem s temi brutalnimi treningi, ki so bili seveda zahtevni še vedno, če hočeš iti na svetovni vrh, v zaostanku 3 mesecev smo potem v bistvu spet nazaj zgradili moje telo do mere, da sem lahko zmagovala. In takrat, ko sem pa pol zmagovala, spet mi je bilo pa tako, zdaj pa lahko. In pol se odločiš, konec je, končaš. A si že takrat vmes že bila pripravljena na ta konec? Je bilo lažje vstajati med kariero ali po karieri, ali si imela že vmes tako zastavljene stvari, to podjetje, ki si ga ustanovila, kako je bilo s tem koncem in tvojim prehodom na v bistvu drugo kariero oziroma drugo življenje? Spet vse se je dogajalo zelo tako organsko. Nekaj, kar je bilo, bom rekla, en tak milestone je bil, mi smo imeli enega sponzorja oziroma opremljevalc za oblačila in to je bil sicer One Way takrat, finsko podjetje. In je slej ko prej, pač on je zelo veliko denarja investiral v materialu, tudi v finančnih sredstvih, v slovenski tek na smučeh, in so rekli, zdaj bi pa mi radi malo paybacka nazaj. In so to že v bistvu rekli 2 leti pred koncem moje kariere, da poskrbite, da nekako približno za 100 000 evrov materialne se v Sloveniji spravi v promet. In kdo bo to lahko naredil? To je bilo tako vsem, ni šanse, in polja Petratine. In v bistvu sem takrat začela s to distribucijo, začela postavljati stvari na svoje mesto. Jemala sem vse kot veliko šolo. Tako da tukaj, ko sem jaz pol končala, sem vedela, da pač s to distribucijo bom nadaljevala. Potem smo v bistvu vzpostavili trgovino, spletno trgovino, to je zdaj se preimenovalo v Nordic.si, kjer distribuiramo ene najboljših ali pa najboljše blagovne znamke z področja teka na smučeh, italijanske pa v bistvu skandinavske. In pol je pa tako spet organsko se skupaj zelo rastel, do te mere, da delamo tudi izjemno veliko dogodkov, to je približno 120 do 150 dogodkov na leto. Vsi temeljijo na povezovanju skozi šport, tako imenovani team buildingi za podjetja.
načeloma se nimam kaj pritoževati, je pa res, ko mi kdo reče, ja, valjda se ti je bilo ful lažje, ker pač imaš ime. Vsakmu odgovorim, da ja, so mi bile odprte kakšna, ali pa so mi odprli kakšna vrata, ampak breme imena Večja odgovornost. je večja odgovornost, ker pomeni, da zame je bilo jasno, da imajo izjemno visoka pričakovanja. Ker pač imeli so pričakovanja zgrajena na podlagi tega, kar nam je uspelo v teku na smučeh doseči, ne. Se pravi, oni ne bojo zadovoljni, če pač mi organiziramo dogodek na eni povprečni ravni. Oni hočejo tako outstanding, ne, pač izvenserijsko nekaj, da se pokaže. Tako da, tako in zdaj v bistvu, ja, organsko, spet naprej, naslednje stvari, projekti in mi je pa dobro, ker sem tako, kot sem na začetku povedala, zelo sem tak radoveden človek, skozi nekaj, težko bi se videla, da sem recimo, mimogrede, si kdaj zaželim za kakšen teden biti samo v pisarni, pa 8 ur delati, pa uri zapreti vrata in iti, ne. Ampak enostavno ta razvoj potencialov, ki jih mogoče jaz vidim na vsakem koraku ali pa na vsakem tretjem koraku, ne, to me tako driva, to me tako žene naprej. Z lahkoto vstaneš zjutraj. Ne, to pa ne. Je pa res, da pa zelo pozno hodim spat. To je pa dejstvo. Ja, jaz sem nočna ptica in ne morem. Jaz brez kave in pač brez otrok verjetno zdaj ne bi mogla živeti, ampak zagotovo zjutraj, pred otroci so vsi vedeli, ne klič Petre pred 8. Okay. Z resno temo pa ne pred 9. Moram pogledati, da je se tako, ja, ne, prav tako, takrat v bistvu nekako, seveda, če so sestanki najavljeni, prijem prej, vse ni panike, ampak moja biološka ura je nekako drugače zastavljena. Zame je čisto nekaj normalnega, da bi jaz, če ne bi imela več tiste časovnice, kam sem, veste, premik mailov, ne, da šklocam ob 8 pošelj, ne, bi to letelo ob, ne vem, pol enih zjutraj, ta največ mailov. Ja, mora se dotakniti, ja, potem si postala tudi mama. Ta druga hči ima rojstni dan v bistvu, na isti dan kot ti. Kako poteka rojstni dnevi, je to običajno zanimivo, no, mislim, je bilo zate tudi presenečenje. Si imela rok takrat ali kaj prej? Jaz sem imela rok okrog takrat in imela sem placenta previo, se pravi, vidiš, jaz v življenju imam res izjemno srečo, vsak reče, koliko si pa ti mogla pretrpeti v življenju, pa koliko nesmole si mogla čez, pa rečem, pa ne, jaz ne vem, nekako vidim vedno eno srečo, ki me je spremljala. In tudi v bistvu, če bi bila rojena, ne vem, 100 let prej, dejansko umreva obedve. Tako je pa pač bil carski rez in so dali na izbiro ali bo, ne vem, božiček ali bo pač na tvoj rojstni dan, pa sem rekla, zakaj pa si ne bi v življenju podarila najlepše rojstnodnevno darilo in sem si drugo hčerko. Lepo, uživaš v vlogi mame. Ja, zelo. Kaj je v bistvu, recimo, lekcija, ki ste te konec koncev, ki ste te hčeri naučili, recimo, največja lekcija, ki si se naučila, ali pa če se nisi pričakovala, mogoče? Ok, pa jaz mislim, da sem 45 minut, to je, zagotovo me je ta druga hčerka upočasnila, prizemljila, tako bova rekla, prizemljila. Še sem s prva hčerka, malo manj kot podpajska, jaz sem letala po celem svetu, ne, meni je bilo to tako, jaz lahko še vedno vse. Ta druga je pa rekla, tle sem. Pa dojenček, pa je bila pač, ona že celo življenje, to je čisto sonce, ampak na drugi strani je pač drugačen, zahtevnejši otrok in izjemno odločna in dejansko si ne bo pustila, kar ji pripada in ne pripada mama, ne, da ji bi nekdo odpeljal oziroma ji bo zavzel. To ni šanse. In pač, tako da me je zelo prizemljila in sem zelo prisotna mama. Tako, nekako imam organiziran dan, tudi zaradi odsotnosti partnerja, ki je nekaj 3 tedne na mesec nekako ni. Da v bistvu jaz več ali manj skrbim za obedve, nimam varušk, nimam pomoči, nimam nič. Hotela sem vedno, sanjala sem, da pač imam dom in sem zelo prisotna in tak zelo domač dom, kuhamo veliko in tako da to je to. Evo, ja, Petra, hvala ti.
da si odprla vse te teme, ki sva jih načela od teh olimpijskih iger, seveda tudi do teh osebnih stvari. In res sem vesel in mislim, da bodo tudi gledalci uživali v tem pogovoru in želim ti vse dobro tudi v prihodnosti, da boš imela čim boljše te team buildinge, da bodo te zgodbe, ki jih iščeš, se odpirale, kajti mislim, da neko vztrajnost in to si vsem pokazala, da jo imaš in mislim, da ti ne bo delalo težav. Hvala ti še enkrat. Hvala tebi za povabilo. Ja. Hvala. Ja, super. Hvala, super je bilo. Super. V redu. Ja, super. Ja. Upam, da nisem... Evo Petra, teci Petra, teci, 650 metrov je do cilja, Petra Majdič na 3. mestu. Petra Majdič je na 3. mestu, spoštovane gledalke in gledalci, kolajna je naša. Kolajna je slovenska, Petra Majdič je dosegla tako želeno kolajno. Sploh ne gledam, kdo je zmagal pravzaprav, pa čeprav je to vrhunska tekmovalka.